Pozdravljeni v novem AEQ Q&A-ju. Današnje vprašanje gledalke je vezano na težave z levim stopalom in se glasi: zadnjega pol leta mi drvenijo zunanji trije prsti in sprednji del stopala. Imam normalno težo, magnetna resonanca ni pokazala razlogov za težavo. Drugih zdravstvenih težav nimam. Stara sem 58 let in sem normalno aktivna. Iz AEQ vidika drvenenje prstov na nogi kaže na senzorno-motorično diasociacijo, se pravi razklanost oziroma ločenost. In drvenenje kaže na zmanjšano zaznavno sposobnost oziroma za potrebo po zmanjšani zaznavni sposobnosti v določenem delu telesa, kar v bistvu pomeni, da je zavesten stik s tem delom slabši, kot bi lahko bil ali moral biti, za kar pa vedno obstaja seveda tudi upravičen razlog, običajno v preteklosti, seveda povezano s tem pa tudi kasneje v sedanjosti. In gre za v bistvu povečano upornost oziroma zmanjšano električno povezavo med zavestjo te osebe in delom telesa, ki pa seveda nastane zaradi dolgotrajne napetosti stisnjenih tkiv, kronične aktiviranosti mišic, predvsem v tem primeru levega stopala v predelu medenice, kolka, križa in potem seveda stegna in običajno tudi meč. V AEQ-ju leva noga odraža potlačeno čustveno težo in v AEQ metodi leva stran simbolizira notranji svet, preteklost, odnose, družino, čustva. In kronično obremenjevanje leve noge, iz katerega se pol razvije tako stanje v levem stopalu, je pogosto povezano z nezavednim zadrževanjem čustev, občutkov dolžnosti, skrbi, neizražene žalosti in tudi ostalih čustev, ki so povezani z ženskim delovanjem, ženskim vedenjem, ženskim vplivom. In drvenenje kaže, da je ta pritisk in odtegnjenost zaradi tega pritiska presegel prag zaznave in se telo temu stanju brani senzorno izključitvijo, ki pa naj bi zaradi kroničnih težav v levi nogi osebo opozorila ali pa opozarjala, da so stvari napačne, da niso stvari v redu in da naj usmeri pozornost, zakaj se to dogaja, ter poišče rešitev za problem, ki ni samo kratkoročen, ampak seveda dolgoročen, ker je tudi problem zdaj že pol leta, kar pomeni, da je že dolgoročen. In ta zmanjšana prevodnost in težave z živčnim sistemom v levi nogi, ki lahko sklepamo, da so prisotne zaradi tega stanja v stopalu, seveda ne izvirata nujno iz poškodbe, lahko tudi, ne, in glede na to, da magnetna resonanca ni pokazala nobene patološke spremembe, je v bistvu zelo verjetno ali pa najverjetneje vzrok v funkcionalnih motnjah delovanja, ki jih pa magnetna ne zazna, kar pomeni mišična togost v stopalnem loku, mišična togost v goleni, kolku, ledvenem delu hrbtenice. Možno je tudi, da je vse skupaj podobno ali pa izhaja iz podobnih problemov kot išias, samo da se ne manifestira v zgornjem delu, se pravi okrog kritnice ali pa v stegnu, ampak nižje dol, ker je bolj povezano s predniki oziroma vplivom preteklosti na vašo sedanjost, ne toliko z vašo sedanjostjo in vplivom vaše sedanjosti na to, kako ste. Pride do zaradi mišične zakrčenosti, napetosti in preobremenjenosti leve noge in potrebo potem, da ne čutite tako dobro tla pod levim stopalom do dovolj dolgotrajnega pritiska na živec in na slabšo cirkulacijo, kar pa seveda potem odtuji nogo in povzroča ta šum v komunikaciji, ne. To pomeni, da težava ni v strukturi samo, ampak da je predvsem v nezavedni, ampak kronični mišični aktivaciji. In stopalo je običajno odsev celotne drže in tudi hoje. In če je oseba aktivna, je možno, da seveda pri teh aktivnostih prekomerno uporablja določene vzorce gibanja ali pa tudi
kot sva recimo z Gregorjem Sobočanom tudi obravnavala v zadnjem AIQ podcastu, da prihaja do zlorabe telesne aktivnosti in seveda taka zloraba, pretiravanje v hoji, v teku ali pa v delu, ki ima namen, da določeno napetost v telesu, ki bi se morala uporabiti za vpliv na okolico in reševanje problemov, spremenimo v gibanje, ki lahko seveda tudi rešuje določene probleme, ampak pride potem do zlorabe tega gibanja, seveda pripelje do tega, da se ena stran lahko preobremeni in dobimo težavo, s katero nam telo poskuša dopovedati, da to, kar počnemo, ni v redu. In vodi seveda v dolgoročno kompenzacijo. In to drvenenje je pogosto posledica dolgotrajnega popačenega odnosa med zaznavo, zavestno zaznavo, podporo noge in gibanjem. In AIQ pristop se seveda predvsem osredotoča na vračanje tega stika, ne pa na odstranjevanje simptomov. In cilj pri AIQ-ju ni najti ta vzrok, ki bo potem seveda vse spremenil, ampak postopoma skozi zavestno gibanje, čustveno refleksijo in spremembo drže, ki je pa seveda posledica sprememb odnosov, ker drža je vedno posledica odnosov oziroma drža vpliva na odnose, odnosi pa seveda potem vplivajo na držo. In na ta način lahko zmanjšamo notranjo napetost v vsakdanjem življenju, povečamo prevodnost, zaradi tega, ker imamo višjo čustveno zrelost in na tej podlagi lahko obnovimo zaznavo samega sebe in tudi seveda svoje leve noge in levega stopala. In s tem se električni tok v telesu ponovno vzpostavi, kar pa potem vodi v zmanjšanje ali pa tudi odpravo oziroma prenehanje teh senzorno-motoričnih težav. In tudi sama starost, koliko je nekdo star, če je mlajši, ima lahko take težave ali pa včasih še večje, in tudi primerna telesna aktivnost in telesna teža nista neka posebna zaščita pred to notranjo togostjo, ker v bistvu senzorno-motorna amnezija se pri različnih ljudeh na različne načine manifestira. In notranje strukture pri ljudeh ni nujno, da so mehke in pretočne, oziroma če so mehke in pretočne, niti nimajo kroničnih težav. In sploh, če je ta aktivnost potrebna za to, da kompenzirajo ponavljanje določenih odnosov in jih potem kompenzirajo s ponavljanjem gibov, ki pa ne povečujejo notranjo povezanost in jo celo slabijo, pride potem do takih stanj, kot jih je gledalka opisala v uvodnem vprašanju. In seveda tukaj je pomembno, kako se gibamo in s kakšnim zavedanjem, ker zavedanje je tisto, ki nam omogoča, da definiramo, kaj sploh je narobe, in iz tega zavedanja lahko seveda potem tudi razvijamo možne rešitve, jih izvedemo in opazujemo, kaj se dogaja, ali gremo na boljše ali ne. In potem korigiramo, uporabljamo zavest in najdemo boljšo rešitev. Zdaj, kakšno je najpriporočilo za takem stanju je, da AIQ vaje za spodnji del trupa, vsekakor najbolj tiste, ki vključujejo usmerjeno delo na križnici, medenici, kolčnih sklepih, rotaciji medenice, ki potem pomagajo postopoma odblokirati to trdoto v stegnih medenici in ledvenem delu hrbta, pomagajo povrniti stik med stopalom in med vašo glavo ter deloma razbremeniti območje, kjer se ta izguba občutka najpogosteje ponavlja. Pomembno je seveda, da vaje izvajate počasi, zavestno in dovolj redno, ker na tak način lahko z vašim kroničnim drugačnim vplivom, to podzavestnim, prekinete avtomatizem te napetosti in začnete postopno povečevati to pomanjkljivo ali pa prenizko električno prevodnost. Seveda je treba pa se potem pripraviti na to, da začnete vedno bolj čutiti, zakaj noga je takšna, kot je. Zato je pomembno, da se v sklopu vaj tudi zazrete v odnose, v katerih živite, in takšno stanje, se pravi drvenenje v sprednjem delu levega stopala,
Običajno kaže, da ste v okolju, kjer ne morete ali ne znate, ni mogoče čutiti varnost, mehkobo in stabilno prizemljenost. In glede na to, da je vse skupaj povezano z vašim notranjim svetom, z odnosi iz preteklosti in temelji, na katerih stojite po ženski strani, vam bi te temelji morali omogočati občutek podpore, pa je očitno ne. In kadar ta podpora ni več prisotna ali pa je postala energetsko toksična zaradi tihega ali pa bolj odkritega čustvenega izčrpavanja, občutka dolžnosti, nepriznanih potreb, telo zaščitno izklopi to zaznavo, zato da vam omogoči, da še naprej tako delujete, ker boljše rešitve ni. Drvenenje je tudi lahko izraz obrambnega mehanizma pred odnosi, v katerih vztrajate zaradi navade, občutka odgovornosti ali strahu pred izgubo, kar je v bistvu tipično že išias, to je pa dosti podobno. In čeprav v sebi čutite, da ta pretok energije med vami in okolico ni več pošten in telo vas v bistvu na ta način opozarja, da bi vas polna zaznava resnice preveč pretresla in zato je potrebno zamegliti. In zato je pomembno, da si pri izvajanju vaj pogosto in dovolj iskreno zastavite vprašanja, kje v odnosih sem dejansko podprta, kje se od mene pričakuje, da sem opora kronično, kje ni reciprocitetnosti, kje sem in kdaj sem sprejeta takšna, kot sem in kje samo izpolnjujem vlogo, čeprav me utesnjuje in katere odnose ohranjam iz iskrene povezanosti, katere pa iz tihega prilagajanja, ker sem tako navajena. In bolj, ko začnete urejati ta svoj odnos do sebe, do telesa, bolj se začnejo urejati tudi vaši odnosi z drugimi in obratno, bolj, ko urejate odnose z drugimi, bolj v bistvu lahko urejate odnos do telesa in bolj, ko to začnete zaradi višje čustvene zrelosti, ki vam je učenje AEQ-ja omogoča izvajati iz višje ali pa večje čustvene zrelosti, bolj globoko lahko greste, ker vas je manj strah, ker se manj bojite zavrnitve in z večjo čutnostjo se tudi telo vedno bolj jasno odzove, kar pomeni manj napetosti, več resnice, jasnejša usmeritev v osebni razvoj in posledično je seveda tudi leva noga in levo stopalo vedno bolj vaša in je vedno manj potrebno, da jo v bistvu z visoko upornostjo in kronično napetostjo v levi nogi ločujete od svoje zavesti. Upam, da vam bo odgovor v pomoč in nasvidenje do naslednjega Q&A-ja.